Akcija, pozdravljeni nazaj na Džungljem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Koliko časa se pa mi zdaj že nismo slišali, verjeli pa ne, mogli bi se že veliko prej. Današnji Dolg jezik bo majčken live update, da se majčken ujamemo, da se majčken po-catch-upova, kaj se je z mano dogajalo, kje sem bil, in pa današnji Dolg jezik bo majčken drugač, ker bomo naredili raziskavo, kaj se je zgodilo z Nino Senar. Ne še ugasen, ker bo zelo zanimiv video in je več razlogov, zakaj moraš ta video pogledati do konca. Vidite, se že dolgo časa nisem snimal. Ja, internet, revije, časopisi so pregoreli z članki o Nini Senar, ki se je po več letih vrnila nazaj na slovensko sceno. Zdaj pa še majčkeno opravičilo, kaj se je zgodilo z mano, kje sem bil jaz. Na začetku oktobra, ko sem jaz prišel nazaj z dopusta, sem posnel Dolg jezik. Posnel sem video, kaj se je dogajalo z mano na dopustu, bil sem 14 dni v Egiptu in sem potem SD kartico zgubil. Ja, ker sem se jaz vozil iz Kranja do Ljubljane, mi je mogla iz denarnice nekje, Bog ve kje, padati kartica ven in zgubil sem čisto vse footage, zgubil sem vse fotke iz Egipta, vse sem zgubil, poleg tega, da sem bil pač 14 dni na dopustu. Kaj vam zapovedati? Imel sem se enkratno, bil sem 6-krat na avionu v 14 dneh, enkrat smo skoraj umrl. Ja, bil je en tak story time, mi smo šli na dopust, ravno preden so se začele te nevihte, ne te nevihte, ki so bile poplave, ampak, ker se spomnite, še en slab mesec nazaj je bilo 14 dni samih neviht. No, mi smo tisto sredo odšli v Egipt, preden so se oblaki bližali in ja, tista vožnja z letalom je bila najhujša, ker sem jih jaz sploh doživel. Turbulenca je bila non-stop prvih 45 minut, mi smo se kar spustili tako, veš, kar naenkrat tako prosti pad dol in jaz sem res takrat, mene nikoli v življenju ni bilo strah aviona, takrat sem si pa rekel, če kdaj dol padem, je to danes. Razen če gleda ta video nekdo, ki je na tleh najdel eno SD kartico in pogledal, kaj je gor in je videl, da je tako en random in da en tip gleda in govori o svojemu dopustu, prosim, dajte me kontaktirati na Instagramu. Ne bom rekel, da je denarna nagrada za to SD kartico, ampak daj, please, folk hoče vedeti, kaj se dogaja. Tako da, ko sem razmišljal, kaj se je dogajalo poleti, o čem bi mi lahko v današnjem dolgem jeziku govorili, je na plan prišla novica o vrnitvi Nine Senar. Vem, da kljub vsemu vas je mogoče ene par, ki sploh ne veste, kdo je Nina Senar, oziroma da vam majčkeno osvežim spomin. Vodila je Sanjsko žensko 2, vodila je Big Brotherja kar 3-krat, bila je v nanizanki Swingerji, postala je Miss Hawaiian Tropic Slovenije leta 2004. V glavnem, če potegnemo črto, ikona pevka za slovensko pop kulturo je naredila več, kot pa, I don't know, Borut Pahor, ne vem, s čim zdaj mladi relatate. Potem pa leta 2017 popolna tišina. Nina Senar se je popolnoma odmaknila od žarometov in nobeden ni vedel, kam je zginila. Bilo je veliko govoriti. Tako da, končno imamo po 5 letih odgovor na to, kje je bila Nina Senar in kaj se je z njo dogajalo. Razkrito je bilo, in to niso govorice, to je povedala Nina Senar sama, da je zaradi izgorelosti zbolela za sindromom kronične utrujenosti in kar 2-krat zrla smrti v oči. Zaradi šibkega zdravja je Nini grozila odpoved organov. Po rojstvu sina in 8 mesecih nespečnosti ter utrujenosti se je na družinskem srečanju nenadoma zrušila. Kasneje je bila kar 1,5 leta priklenjena na posteljo. Ja, jaz mislim, da ima Nina za sabo res grozno zgodbo. Je pa dala reviji Jana, mislim, da se imenuje Jana, tudi ekskluzivno izjavo, ki pa gre takole. Meni je ta bolezen vzela res veliko. Recimo, zelo so se predsedila znanstva. Kaj to pomeni? Da so se zmanjšala znanstva. Čez noč mi je bolezen odnesla kariero. Najhuje od vsega pa je, da mi je onemogočila vzgajati svojega otroka. Ni mi pa vzela čisto vsega. Kajti ostaja moj partner,
že to, da mi je verjel, ko so ga drugi prepričevali, da gre za depresijo, jaz pa sem vedela, da ni to. Skoraj čez noč sem postala onemogla in partnerska vloga se je preoblikovala v odnos bolnik-skrbnik. Dejan mi tega občutka sicer nikoli ni dal, lahko celo rečem, da naj jo je izkušnja globoko povezala, saj če kot par preživiš kaj takega, najverjetneje ni stvari, ki ne bi preživel. Povedala je tudi, kako je za vzgajanjem otroka in sicer, da je zaradi bolezni ni morala skrbeti za sina Marlona, nisem čisto prepričana, kako se naglasi njegovo ime, nisem ga mogla uspavati, nisem ga mogla dvigniti v naročje. Tako brez moči sem bila, da naslednji 2 leti z Damjanom skoraj nisem bila sposobna spregovoriti besede. O moj bog! Njen mož po imenu Dejan Kontrec, mogoče ga nekateri ljudje poznate zaradi tega, ker je zelo znan in zelo uspešen slovenski hokejist, je pa isti dan, ko je prišla nazaj na sceno, vodila oddajo Slovenske popevke, se tudi poročila. Z Heleno Blagne sta se odločila, da bosta nekaj pele, da bosta pele v poročni obleki in potem je se zgodba nadaljevala tako. Odločitev o poroki je padla še isti dan. Doma sem imela pomerjanje bele obleke. Dejana sem poklicala, naj me pride v garderobo pogledat. In ko sva ostala sama, sva si pripravila večerjo, mi je rekel: "Veš kaj, Nina, dejva se mi da kar poročiti. Ta obleka je tako lepa, siješ v njej kakor prava nevesta in da bo ta sobotni večer še bolj čaroben, ker je to nov začetek, te po oddaji pridem iskat in se poročiva." Nina pravi, da sta se poročila v 10 minutah brez prisotnosti prič. Tako da, jaz sem za Nino res vesel, res sem presrečen, da je nazaj, drugače pa še za na konec, kaj bo v prihodnosti z Nino Senar. Objavila je sliko, da se oglaša iz domače delovne sobe, kjer je 1 leto nastala njena samoizpovedna knjiga, ki bo izšla že 14. oktobra, to pa ne vem, letos ali drugo leto. Tako da kmalu bo prišla Ninina knjiga. Tako da, na tej točki jaz res zelo manifestiram, ker imam za Nino še vedno milijon vprašanj. Jaz sem danes Nini Senar na Instagramu napisal sporočilo, da jo res lepo in toplo vabim na intervju za Dolg jezik. Ali nam bo odpisala, ali bo za intervju, ali nam bo sploh odgovorila, nimam pojma. Jaz verjamem, da ima, odkar je prišla nazaj, že milijon sporočil, milijon vabil na intervjuje, tako da bomo videli. Jaz res držim prste, kako se temu reče, da tole delam. To je bilo to za današnji Dolg jezik. Jaz sem čisto zašvical, ker je še zmeri toliko vroče. Tako da, če vam je bil tale video všeč, ga ne pozabite lajkati, ne pozabite spodaj kaj lepega komentirati in ne pozabite prečekirati mojega Instagrama. Tam boste verjetno prvo zvedeli, če bom dobil odgovor od Nine. Tako da, to je to. To je to iz moje strani in se vidimo že zelo kmalu. Čau.